Tako, spoštovana Ptuj.lix publika, to je zaključni del prvega dela predvolilnega in volilnega šova Lepo je biti župan Ptuja. Z nami je kandidat Križanič. Sedaj po našem zadnjem vprašanju bo povedal še sam nek apel na vas. Naše vprašanje pa je, kje te ljudje najdejo, da lahko podrobneje poizvedo, kaj imaš v programu in kaj počneš. Potem pa kot rečeno, daj tvojim mislim prosti tok in povej, kar želiš. Mene ni bilo nikoli težko najti. Jaz sem aktiven v mestu. Te dni tekom volilne kampanje sem seveda neprestano na Ptuju. Aktiven sem na socialnih omrežjih, na Facebooku, na Twitterju, me najdete. Telefonska številka je tudi marsikje v mestu, v zraku, tako da to priti do mene je po moje zelo enostavno. Torej, se ti ni treba bati? Ne, nikakor. Jaz si zelo želim pogovorov, ker vidim iz teh pogovorov, ki jih imam zdaj vsak dan, mene poklicalo že kar nekaj ljudi ali pa pisalo na Facebook, ki jih sploh ne poznam, s pozitivnimi odzivi in z idejami, kaj bi bilo treba narediti in kako. In točno to je smisel, da delujemo kot skupnost. Pri meni je poanta, da moramo preseči tudi to, da tam so oni na občini, tukaj smo pa mi občani. Ne, občina in občani smo eno. Občina je samo en presek interesov posameznikov in organizacij nekega področja in mi to delamo skupaj. Dobro. Spoštovana publika, kot avtorji tega prispevka oziroma epizode vam lahko povemo sledeče. V družbi s kandidatom Križaničem imenujemo po priimku, da si ljudje zapomnijo. Križanič, tak. Je bilo zelo prijetno. Človek daje resen vtis. Predlagamo, da ga res kaj poiščete in imejte ga v mislih 18.11. Naj živi Ptuj. Amen. Hvala za povabilo in predvsem upam, da bodo gledalci in poslušalci uživali v najnem pogovoru. Bodo. Hvala.